Razkošna vila na Floridi postane prizorišče hladnokrvnega umora. On je strelec, ja. Je še kdo drug v hiši ustreljen? Ne, v redu. Ja, si bil ustreljen, samo. Ne, kdo je bil ustreljen? Ko se detektivi poglobijo v primer, pride v ospredje zaskrbljujoča družinska dinamika. Imela je pravico molčati in odkloniti odgovarjanje na vprašanja. Ali razumete? Da. Vse, kar poveste, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Ali razumete? Da. To je Law and Crime, ki ga predstavlja Law and Crime, Sam Elizabeth Milner. Da bi si lahko predstavljali, kako nasilno je bilo streljanje, so preiskovalci na kraju dogodka našli skoraj 200 tulcev. Oblasti trdijo, da je osumljenec streljal na žrtev, medtem ko sta bila njegova mama in 12-letna sestra v hiši. Je 6. julij 2024. Nahajamo se v Fort Lauderdale na Floridi. Tik pred 11. tistega jutra je komunikacijski center policijske uprave prejel klic na številko 911, da je bil moški pravkar ustreljen. Vaše ime? Darian Turner. Povejte mi točno, kaj se je zgodilo. Na tleh leži ustreljen moški. Prosim. Kaj se je zgodilo? Na tleh leži ustreljen moški. V redu, kdaj se je to zgodilo? Pravkar. V redu, koliko strelov je bilo izstreljenih? Hello? Hello? Koliko strelov je bilo izstreljenih, gospod? Ne vem. V redu, ali ste videli, da se je to zgodilo? Takoj potrebujem policijo. V redu, kje je on? Znotraj ali zunaj? V redu, gospod. Kje je oseba, ki je imela pištolo? Kje je? Jaz potrebujem zdravniško pomoč. Potrebujem, da odgovorite na moje vprašanja. Klic za pomoč je že sprožen. Kje je strelec? Pozdravljeni. Tukaj je, kar smo izvedeli iz policijskega poročila. Policisti pravijo, da je klic na številko 911 opravil osumljenec streljanja, 23-letni Darian Turner. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Gospod, kje je strelec? Potrebujem zdravniško pomoč. Potrebujem vas. Potrebujem, da me poslušate. Kaj se dogaja? Na tleh leži ustreljen moški. V redu, kdo mu je to naredil? Kdo je to storil? Nimam pojma. Kje so? Ne vem. V redu, si videla, kaj se je zgodilo? Ne. V redu, poznaš tega moškega? Da. V redu, kdo ti je? Kdo ti je ta moški? Kako ga poznaš? On je moj očim. A so policisti na poti? Gospod, potrebujem, da odgovorite na moje vprašanja. Potrebujem policiste. Gospod, klic za pomoč je že bil oddan? Žrtev je bil Darianov očim in ni jasno, ali je v redu. Kmalu potem, ko je Darian poklical na številko 911, je bil z njimi na liniji tudi drug družinski član. Kaj se je zgodilo? Ustreljen je bil. Kdo je koga ustrelil? Prosim, Samo pošljite rešilca. Kid je uvelnavan. Kaj se je tam zgodilo? Kid je ustreljen. Kdo ga je ustrelil? Nekdo v hiši ga je ustrelil. V redu, opiši mi ga. Daj mi opis osebe, ki je bila ustreljena in ki je ustrelila drugo osebo. Prosim, samo reci, da je tukaj zunaj. On je tukaj. V redu, še vedno moram vedeti. Samo pošljite reševalno vozilo. Imam klic. Dajte mi opis osebe. Hejlo, prosim, pohitite. Gospa. Povejte mi, kdo ga je ustrelil. Dajte mi opis. Prosim, pohitite. Prosim. Imam klic, dajte mi opis. Prosim. Gospa, dajte mi opis. Kako daleč so? Ne vem, odkot prihajajo. Dajte mi opis osebe, ki ga je ustrelila. Prosim. Pohitite. Prosim. Gospa, pohitite. Potrebujem opis. Ustavi. Nehajte samo ponavljati. Pohitite. Daj mi opis. Družinski član po telefonu ni razkril, kdo je bil strelec, a to se je spremenilo, ko je prispela policija. Je strelec? Je strelec, ja. Policisti takoj sti v stik z Darianom Turnerjem, ki ima še vedno domnevno orožje uporabljeno pri streljanju v svojem sprednjem žepu. Kaj se je zgodilo? Rame spahne, človek, rame spahne. Prosim. Imaš kaj pri sebi? Da, gospod. Kje je? Tukaj je. Pustite. Ne, sam dignite. Tukaj imate. Prosim, ne ustrelite me. Sem dober človek. Ja, seveda, dolgo časa. Se vidimo kasneje. Tam gre. Je še kdo drug noter? Potrebujem.
Prosti. Lahko pokleknem? Ja, Samo da lahko vidiš. Lahko pokleknem. ja. V redu. Je še kdo drug noter, ki je bil ustreljen? Ne, v redu. Se si. Ja. Si bil ustreljen? Samo, ne. Kdo je bil ustreljen? Au, Moja rama je izpahnjena, potrebujem zdravniško pomoč. v redu. Prihajajo. Potrebujem zdravniško pomoč. Sedi, pomagal ti bom sesti. Torej, Sediva se. Moje rame, to rame. Hvala. Ali so še kakšne dodatne enote? Notri je žrtev. Iščem. Ja, gremo pomagati. Kam naprej? Pištola je tukaj. In tukaj je še en nabojnik. Imaš še kaj pri sebi? Ne, ustreljen sem v ramo. Prosim. Lahko ostaneš. Ja. Sem... Reševalci so na poti. Vsi v uniformi, lahko upočasnite odziv, samo upočasnite odziv. On. On je imel pištolo, pištola je zdaj v njegovem avtu. Nabojnik je bil tukaj. Torej, samo preiskal te bom. Stoj tukaj. Lahko me preiščeš. Stoj tukaj, obrni se tja. Odpri se. Tukaj, kar naprej. Sam še naprej mi pomagaj pri desni rami. Ja, to je to. Kaj se je zgodilo s mojim ramenom? Sama izpahnilo se je. Notri, ostani. Medtem ko so policisti pridržali Darjana zunaj, je njegov očim ležal na tleh v dnevni sobi doma in trpel zaradi več strelnih ran. Čeprav policijsko poročilo ne navaja imena žrtve, so južnofloridske televizijske postaje, kot je NBC6 South Florida, žrtev identificirale kot 44-letnega Kristjana Colona. Po poročilu o incidentu je reševalna enota Rescue 49 posredovala in okoli 11. ure dopoldne razglasila žrtev za mrtvo. Do tega trenutka ni jasno, zakaj naj bi Darjan ustrelil in ubil svojega očima. Njegova mama je policiji povedala, da sta se z bivšim možem pred kratkim ločila, vendar sta še vedno poskušala urediti stvari in on je spet živel v njunem domu. Prav tako ni jasno, kako si je Darjan izpahnil ramo. To se sliši dobro. Tu se sliši dobro, ta je popolnoma skočila ven. Prav dovoli mi, da jo dam nazaj. Oprosti, Jeff, moj mož je kar dober. Pravkar sem zgubil svoje pero. Samo uporabiti ga moram. Ja. Ja. Počakaj, oprosti. Brez načrta tega ne bom mogel speljati. Tukaj bomo na tleh.
Razumem. Tukaj zadnji imam že težavo. Tako mi je žal, oni imajo ta predmet, ti ga nimaš. Rame ne spravljaš nazaj na svoje mesto, stari. Kaj je to? Rame mu je skočilo iz skrepa. Ta tip. Ja. In ga bom jaz vzel. Do zdaj smo prišli do te storitve. Ja? Ja. Verjetno ga bomo na koncu pripeljali. Tip, ki so ga ujeli, Izpaknil se ramo, Tango 656-173-01-1690. Nič 11690, kaj je s tabo človek? Hočeš ji povedati, da se vračaš k njemu? Moral bi vrniti k Darjenu Masadu Turnerju. Oprosti. Res oprosti. Res oprosti. Oprosti, si v redu. Ej, pripeljali te bodo. Njega, prav 49, ja. Ima izpahnjeno ramo. Hvala, 29. Slikaj to, daj nazaj za narnico. Mislil sem ostati tukaj. V redu, kmalu jih bom. Samo ostal bom tukaj. Je to vse, kar ima pri sebi? To je vse, ja. tukaj je, kar naj bi njegova mama povedala policistom v izjavi pod priseko. Povzetek je povedala, da je njen sin začel doživljati težave z duševnim zdravjem od leta 2019. Po njenih besedah so mu diagnosticirali shizofrenijo, vendar nikoli ni bil nasilen. Vendar je verjel, da ga žrtev želi ubiti. Včeraj, 5. julija 2024, je osumljenec prišel do hiše in zdelo se je nenavadno, da je ponovno prišel do hiše. Ker pa žrtve ni bilo doma, se ni zaskrbela. Zjutraj, med 7. in 8. uro, se je osumljenec vrnil, vendar ni odprla vrat. Povedala mu je, da niso pripravljeni na obiskovalce, zato je osumljenec odšel. Poročilo o dogodku nadalje navaja, da se je Darien vrnil domov le nekaj ur kasneje, približno ob 10:43. Takrat ga je mama pričakala pred hišo. Po njenih besedah je osumljenec po kratkem objemu odrinil mimo nje in stekel v hišo. Odšel je v glavno spalnico v zgornjem nadstropju, ona pa je stekla za njim. Osumljenec ni vedel, da je bila žrtev v spodnjem nadstropju v spalnici in je sedela na kavču. Je poskušala zadržati osumljenca in ga pomiriti. Darien se ni mogel pomiriti. V dnevni sobi je zagledal svojega očima, nato pa je po besedah preiskovalcev osumljenec iz pasu potegnil pištolo in večkrat ustrelil žrtev. Je prosila svojo 12-letno hčerko, ki je bila doma s prijateljico, naj pokliče številko 911. Po streljanju je osumljenec odšel, a se je vrnil, da bi preveril, ali se žrtev še vedno premika in oddaja zvoke. Nato pa jo je ponovno večkrat ustrelil. V poročilu o dogodku piše, da so preiskovalci kraja zločina na kraju dogodka našli 21 tulcev. Policisti pravijo, da so Darienova mama, njegova 12-letna sestra in njena prijateljica dale usklajene, pod prisego izrečene in zvočno posnete izjave. Darienova mama je preiskovalcem predali tudi posnetke iz kamere Ring, ki so potrdili, da je Darien odrinil mimo nje, da bi vstopil v hišo. Darien je na koncu obtožen umora prve stopnje. Ko v bolnišnici potrdijo, da je z njegovo ramo vse v redu, ga odpeljejo na policijsko postajo na zaslišanje. Več kot 1 uro je sam v sobi in zdi se, da ves čas tiho momlja. Ja, edini razlog, da me trenutno ne moti, da ne hodim v šolo, je, ker res pogrešam učenje. Tako kot mnogi drugi in samo ugotavljam stvari in fakulteta mi vsaj daje neko strukturo, da preživim dan. Ja, da ima nek urnik in neko smer, v katero gre. In samo nekaj zagona. To bi lahko bilo res lepo. Torej, zakaj hodim na fakulteto? In potem samo DJ bo na fakulteti. Poglejmo, ali je pripravljen govoriti o umoru svojega očima z detektivom. Daniel, ja. Sem detektiv Alanza, kako si? V redu sem, zelo sem utrujen. Lepo te spoznati. Lepo te spoznati. Samo utrujen? Si kaj spal za enem času? Nekaj. Torej, jaz sem zadolžen za preiskavo, kaj se je danes zgodilo? Da, redo. Predtem bi te rad malo spoznal, da vidim, kdo si, odkot prihajaš.
Odkot prihajam? Prihajam iz Clevelanda. Ohio, v redu. Aha, Cleveland, poznam. V redu. Koliko si star? 13. V redu. Si rojen v Ohio? Ja, ampak sem od tukaj. Na južni Floridi. V redu. Kaj vas je pripeljalo na južno Florido? Moji starši so se preselili z druge strani. V redu. Si hodil tukaj v srednjo šolo? Ja. Katero srednjo šolo si končal? Nisem maturiral, ampak sem hodil na University School of Medicine. V redu, meni povedal. Kaj se je zgodilo? Zakaj nisi končal srednje šole? Zamudil sem zaključni izpit in to je ni bilo všeč. Izpustil sem preveč dni. Ker nisem opravil zaključnega izpita, so rekli, wow, nisem končal srednje šole. Hodiš na fakulteto? Ne, pravzaprav razmišljam, da bi šel na fakulteto. Vred. Razmišljam, da bi opravil izpit za srednješolsko spričevalno in šel na fakulteto. Kaj pa želiš študirati? Poslovanje. Želiš imeti svoje podjetje? Zelo. V redu, kaj si želiš? Kakšno podjetje želiš imeti? Morda tehnološko podjetje. Tehnološko podjetje? Ja. Si dober z računalniki? Ne. Ne. Prav, no, zato pa boš šel v šolo. Ja. No, mislim, da ja, ker je posel eno, računalniki pa drugo. Ali programiraš? Ne programiram, nimam nobenega interesa za programiranje, ampak Kakšno tehnologijo potem? imam idejo, da bi začel kot nadzveno aplikacijo za Xbox. Ampak to je, kot si rekel, veliko programiranje. Imam osnovno idejo za to. Imaš idejo, nekdo drug lahko programira. Torej, kaj bomo naredili? Na Xboxu trenutno ne moreš poslušati glasbe s prijatelji. Torej bi bila to aplikacija, ki bi ti omogočila igranje Xboxa, hkrati pa poslušanje glasbe s prijatelji. In lahko bi preklapljal. Ali lahko to narediš na PlayStationu? Ne vem. V redu, torej je nekako Edinstveno. Ali lahko to narediš z računalnikom? Ja. Ja, mislim, verjetno. Torej, če bi to lahko naredil na računalniku, me preseneča, da Microsoft tega še ni izumil. Nimam pojma. Ja, v redu, to je smiselno. To se zdi dobro, spak, ja, če jim uspem, boš postal bogat. Ja, res uživam v takih stvarih. Tako da je to zame nekak denar. Kaj pa zdaj počneš za preživetje? Nič, kaj je res slabo. Tako da resnično samo poskušam najti nekaj, da bi dobil nekaj zagona, da lahko začnem svoje življenje. Zato poskušam dokončati fakulteto, preden se preselim. Seveda. Kako pa zdaj preživljaš svoj čas? Z bratom, ja. Kako je ime tvojemu bratu? Ime mu je Gavin. Gavin, v redu. In kje živi? Živiva skupaj. V redu, si delita kaj, hišo ali avto? Ja, hišo, ampak mi se nas je seli zaradi službe, zato verjetno govorim s tabo o faksu. S čim se preživlja? Delo je pri Goldman Sachsu. V redu, in potem je on kaj delal? Prodaja? Ne vem, mislim, da zdaj spet poskuša delati v prodaji. Ampak potem je poskušal začeti svoje podjetje in je veliko potoval. Ampak samo da bi imel nekaj prihodka, bo verjetno šel nazaj v Goldman Sachsu. V redu, to je dobro podjetje, to je odlično podjetje. Mislim, da sem nekaj videl, da se bodo združili. Sachs s sedežem v New Yorku. Mislim, da se bo Goldman Sachs združil v poslu vrednem 2 milijardi 600 milijonov dolarjev. Nekaj zveni noro, ja, prav, ker sem to videl. To sta, mislim, dve odlični podjetji. V redu, in torej znaš brati in pisati v angleščini, tako? Ja. V redu, čeprav nisi končal srednje šole, znaš brati, kaj ne? Jaz znam brati. Ali uživaš droge? Ne. V redu, torej si zdaj trezen? Ja. V redu. Darjen je pripravljen odgovoriti na vsa uvodna vprašanja. Celo pravi, da nima nobenih težav z duševnim zdravjem. Ko mu detektiv prebere pravice, pa se zaslišanje obrne v drugo smer. Ali imate kakršnekoli težave z duševnim zdravjem, zaradi katerih ne bi mogli razumeti svojih pravic, če vam jih razložim? Ne. V redu, ste bili dali nevarnosti, da bi kaj ukradli. V redu. V redu, tukaj so vaše pravice. Prebral vam jih bom. Če česa ne razumete, mi povejte, da tega ne razumete, da vam lahko razložim. Ker vas želim vprašati o tem, kaj se je danes zgodilo, vendar vas ne morem ničesar vprašati, dokler vam ne preberem vaših pravic. Pa začnimo. To so vaše pravice. Imate pravico molčati in zavrniti odgovarjanje na vprašanja. Ali razumete? Ja. Vse, kar poveste, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Ali razumete? Ja. Imate pravico govoriti z odvetnikom, preden govorite s policijo, in da je odvetnik navzoč na zaslišanju zdaj ali v prihodnosti. Ali razumete? Da. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam da bodo dodelili, da vas zastopa pred kakršnim koli zaslišanjem, če to želite. Ali razumete? Da.
Če se odločite odgovarjati na vprašanja zdaj, brez navzočnosti odvetnika, imate še vedno pravico, da kadarkoli prenehate odgovarjati in se pogovorite z odvetnikom. Ali razumete? Da. V zvezi s to preiskavo, ali ste že prej kateremu koli policistu povedali, da želite govoriti z odvetnikom? Ne. Ali razumete svoje pravice, ki sem vam jih razložil? Da. Razumete, da vam nisem izrekel nobenih groženj ali objub? Da. In ste pripravljeni odgovarjati na vprašanja brez prisotnosti odvetnika? Ne. Ne, želite odvetnika? Da, v redu. Prav, gospod. Mejte le vam, prav? Lahko bo kličen. Ne od tukaj, kmalu boste opisani. Moral bom pripeljati nekoga, da vas fotografira in vzame bris DNK. In potem vas pripeljejo. Ko pridete v zapor, lahko tam opravite telefonski klic. V redu, srečno vam želim. Hvala. Kako dolgo mislite, da bo trajalo, da me pripeljejo? Približno 1 uro. V redu, prav. Potrebujete kaj? Morda voda ali kaj podobnega? Ja, nisem še pil vode ali kaj podobnega. Ja, prinesem vam malo vode. V redu. Ker je Darjen uveljavil svojo pravico do molka, detektiv očitno ni mogel nadaljevati z zaslišanjem. Kasneje so v sobo prišli forenzični tehniki, da bi posneli fotografije in odvzeli brise DNK. Darjen so nato odpeljali v zapor okrožja Broward. Le nekaj dni kasneje je sodnik ugotovil, da obstaja utemeljen sum in odločil, da Darjena zadržijo brez varščine. Avgusta 2024 se je Darjen Turner izrekel za nedolžnega za umor 1. stopnje s smrtonosnim orožjem. Spletni sodni zapisi kažejo, da je še vedno za zapahi. Njegova naslednja obravnava na sodišču je razpisana za 20. avgust. Najlepša hvala, da ste spremljali to epizodo Law and Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.